Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Nekateri otroci iz socialno ogroženih družin si določenih stvari zaradi pomanjkanja denarja ne morejo privoščiti, zato jim na pomoč pogosto priskočijo bodisi posamezniki ali organizacije. Ena takih je tudi športno društvo Strelica, ki ga sestavljajo ljudje z dobrim srcem in z željo priskočiti človeku na pomoč. Mladim so že 5. leto zapored omogočili celodnevni izlet na planšarijo Dolga Njiva. Tukaj danes gostimo 100 otrok iz socialno šibkih družin in mislim, da sem že s tem dosti povedal, namen tega dogodka, namen, tega izleta v Sredogorje na 1400 metrov, tako da predvsem jim ta izlet mišljen za takšne otroke, kjer si starši ne morejo privoščiti tega, da jih pripeljejo, in upam, da jim bomo s tem današnjim dogodkom polepšali vsaj kakšen dan. Ura je odbila 9, ko so se otroci skupaj z vzgojitelji in organizatorji od izhodiščne točke v Medvodjah začeli vzpenjati proti Dolgi Njivi. Po dobrih 50 minutah lahkotne hoje so prispeli do cilja planšarije Dolga Njiva, kjer jih je pričakal domač planinski zajtrk, kasneje pa še razne aktivnosti. Poslikava obrazov, mislim, da bo še lokostrelstvo. Imamo tukaj gor tudi frizerko, ki jim bo urejala pričeske, barvala, delala kitke, želejem urejala razne frizure. Tukaj gor imamo tudi člane Gorske reševalne službe iz Tržiča, kjer bojo predstavili podrobno svoje delo. Potem so tukaj tudi policisti, kasneje se bo tudi pridružil vodnik službenega psa iz policije, da pokaže svoje delo. In pa tudi, kot sama planšarija se tukaj spodobi, je veliko domačih živali, tako da je tudi oskrbnik Matjaž Kleindienst bo povedal, nekaj dogodivščin iz svojega vsakdana tukaj gor na planini Dolga Njiva. Dolga Njiva je izletniška točka že 5. leto zapored, saj ponuja široko paleto vsebin in možnosti za aktivnosti otrok, zatorej o menjavi lokacije organizatorji še ne razmišljajo. Na začetku, prvo leto, ko sem peljal samo tržiške otroke, sem videl, da je to idealna lokacija. Danes, petič, imamo tukaj gor več kot 100 otrok v starosti od 5 do 15 let. Dejansko tukaj otroci uživajo. Da bi razmišljali o menjavi lokacij, nikakor ne. Ker v bistvu nimajo, na vseh planšarijah toliko domačih živali, toliko za pokazati. Tukaj gor, je taka idealna klima. Smo na meji med Slovenijo in Avstrijo, otroci dobijo ta občutek, kje poteka nekako meja. Hoja ni zahtevna, je preprosta in pa seveda vsekakor dostopna vsem tem otrokom, ki so danes tukaj. Da to drži kot pribito, so dokaz zadovoljni najmlajši obiskovalci. Kako je šlo na poti? Je bilo težko, naporno, lahko? Super je šlo na poti, ja, malo je bilo težko. Kaj ti je najbolj všeč tukaj na tej planšariji? Teli hribikle, pa živali. Kaj ti je bilo danes najbolj všeč? Ko smo hodili gor. Kaj pa zajtrk? Je bil dober. Kako je šlo na poti, je bilo naporno? Ne, ni bilo prav naporno, sicer je bilo kar zabavno, ker sem lahko hodila s svojo sestro pa sestrično. Kaj ti je najbolj všeč? Najbolj mi je všeč pokrajina pa živali. Tale greben, ki se vzpenja nad nami, mogoče veš, kaj je to? Mogoče veš, kaj je za temi gorami? Avstrija. Najbolj zagreti, motivirani in polni kondicije so se po kosilu podali še na planino med Slovenijo in Avstrijo. Ostali so uživali v ponujenih aktivnostih. Vsekakor pa so prav vse narisale nasmeh na obraz in polepšale počitniški dan v objemu neokrnjene narave 100 otrokom, ki so se podali na planšarijo Dolga Njiva.